Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav iz studija televizije AS, takole v oddaji Aktualno. Bomo danes se družili z Marjano Sovič, kmetijsko svetovalko na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije Murska Sobota. Lepo zdrav. Kaj pa tema aktualnosti, pa so subvencije, za kar ste, Marjana, vi pravi strokovnjak, ne glede na to, da je veliko novega, strateški načrt skupne kmetijske politike do leta 2027 je bil sprejet lansko leto. Ukrepi so pričeli veljati tudi z sklepom vlade oziroma ministrstva in nekaj je tukaj novosti. Pričeli ste kampanjo oziroma začeli sprejemati subvencije 31. marca, končala pa se zgodba 10. julija. Torej za vami tole obdobje pojasnjevanja, sprejemanja vlog. Kaj je drugačnega od tiste prejšnje? Ja, lepo zdrav. Moram reči, dejansko končujem mojo kariero in ta kampanja je bila ena izmed najtežjih, ki smo jih delali do sedaj. Pa ne mogoče z vidika, da mi ne bi vedeli tega narediti, ampak ker je kar veliko novosti, kljub številnim predavanjem, kljub številnim obvestilom, nekako kmetje niso bili pripravljeni na sam vnos. In ta del je bil najtežji, dejansko s vsakim skoraj osebni razgovor, da je stvari razumel vsaj v glavnini. Verjetno bomo še imeli letos ogromno dela, ker klicev je sedaj po kampanji še veliko. Novosti je precej, kampanja je bila res naporna in kar nekaj stvari je, ki morajo vsi tisti, ki oddajajo zbirne vloge v Sloveniji, upoštevati. Vkolikor jih ne, imajo probleme, so sankcije in je res vedno pravim, da se morajo podučiti, kaj je tisto nujno, da se stvari na kmetiji uredijo. Mogoče so naši kmetovalci v prejšnjem obdobju to poznali pod navzkrižno skladnost. Ta navzkrižna skladnost se je sedaj preimenovala v pogojenost. V tej pogojenosti so določene zahteve, se pravi, so zahteve o dobre kmetijskih okoljskih pogojih, pa potem tudi druge predpisane zahteve, pa seveda navsezadnje veliko se govori tudi o dobrobiti živali, ki jih mora pač rejec upoštevati na svojem kmetijskem gospodarstvu. Morda, Marjana, samo takole za intermezzo. So to pogoji, ki pogojuje Evropska skupnost z svojo kmetijsko politiko, ali je to zraslo samo na našem zelniku? Nekaj je skupno, nekaj je pa seveda tudi, kar je določeno za posamezno državo, kajti vemo, države so različne, imajo različne klimatske pogoje, različne površine, ali so nivijske, ali travnate, ali kakorkoli, tako da so določene tudi čisto pač po sistemu, da tisti državi ustreza oziroma da zaščitimo tiste površine, katere želimo zaščititi. In seveda nekatere so ostale enake, mogoče imajo drugačne imena. Opozorila bi predvsem na trajno travinje. Absolutno trajno travinje smo že sedaj imeli, ampak tudi tu se stvari povečujejo, se pravi, kmetje ne morejo preorati določenih travnikov, ki so v tem območju. Predvsem je v zadnjem času to velik problem, kajti vemo, da je čedalje manj živine in če ni nikogar, tako ne rabiš travinja. Mogoče bi v tej smeri tu morali delati, da bi se mogoče dali sadovnjaki narediti ali kakorkoli, ampak glavnem gre tu, da se zaščitijo ti trajni travniki, to je predvsem območje Natura. Potem je pa novo, že do sedaj smo imeli te varovalne pasove, letos so dodali tudi varovalne pasove ob osuševalnih jarkih, ki so širši od 2 metra. In še nekaj, do sedaj je dejansko ob varovalnih pasovih, ki so vodi prvega reva 15 metrov, drugega reda 5, ob jarkih pa 3 metre, so lahko imeli posejane kulture, vendar niso smeli ne gnojiti, ne uporabljati fitofarmacevtskih sredstev. Sedaj pa ob teh varovalnih pasovih ne sme biti posejana kultura, recimo koruza
Letos je izjema glede žit, ker je uredba prišla pozneje in so žita se sejala že v prejšnjem letu. Tako da bi res opozorila na to, da se bo to trebalo upoštevati in da bo pač kontrolor te stvari preverjal na licu mesta, na terenu. Tu je veliko problemov, kajti te stvari nekako ne gredo skupaj potem z ukrepi, ko popa, kjer recimo imamo kolobar in na teh površinah se ne bo moglo kolobariti, ker bo travinje in nekako bomo te stvari mogli v bodoče rešiti, ali bo pač se tu označil kolobar, pa bo izjema, to bomo še videli. Potem druga stvar, kjer je praha, obvezna praha, ki smo jo v prejšnjem obdobju lahko reševali s straniščnimi posevki, letos dejansko te prahe nismo trebali, ni treba kmet uveljavljati oziroma ni bil pogoj, prazna njiva ali pa zasejana z kulturo pa se ne uporabiti za prehrano živali ljudi, v naslednjem letu pa bo to obvezno. In bo zajemalo že vse kmetije, ki obdelujejo 10 hektarov orne površine. In to je 4% teh površin. Tako da se že moramo letos pripravljati, kako bomo drugo leto speljali vse te obveznosti, ki jih letos ni bilo potrebno uveljaviti. Marjana, jaz kot laik vas nekaj vprašam. Zakaj prahe? Zakaj še neka kultura ne, ki jo bi lahko kmet uporabil tako ali drugače? Zakaj gremo v prahe? To je strokovno verjetno. Zemlja počiva. Zemlja počiva, to je z enega vidika, z drugega pa tudi, ker je bilo preveč v Evropi hrane, in so potem s tem nekako omejili. Ravno zaradi tega letos tega ni bilo potrebno, zaradi vojne v Ukrajini, pa tudi lansko leto isto ne. Bomo videli, kako bo drugo leto. Lahko se zgodi, da bo tudi izjema zaradi tega. No, potem poleg teh dobrih kmetijskih praks oziroma pogojev, jaz sem samo par jih omenila, ki se mi zdijo pomembne, imamo še predpisane zahteve. In tu je ena novost po Pomurju, predvsem ta del Prekmurja, Prlekija je izvzeta iz tega, se pravi predpisane zahteve s fosfate. Zgleda, da je preveč obremenjene so ti vodotoke s fosfati in so nekako določili površine, kjer je obvezno, da kmet naredi analizo in gnojilni načrt. Problem bo predvsem pri manjših kmetijah, tiste, ki do sedaj tega niso bile vajene in bodo morale, če ne bodo želele, da bodo imele probleme, to narediti. Že bi dejansko mogle narediti. Kajti tisti, ki so v KOPOP-u, so tako in tako že do sedaj delali analize pa gnojilne načrte, ker je bila to zahteva, gre predvsem za te manjše kmetije. Tako da tu je en velik problem, se pravi, vsi tisti, ki gnojijo z mineralnimi gnojili v tem delu, sedaj kateri pač kmet ne ve, če je v tem območju, je dobro, da se oglasi pred svojim kmetijskim svetovalcem, da preverita, če njegove njive ležijo v tem območju. Tako da ne bi bilo problema, kajti te stvari se bodo vse kontrolirale preko inšpektora na licu mesta. To bi bilo mogoče glavno, kar se tiče pogojenosti. Potem pa, če gremo dalje na same osnovne subvencije, tu je tudi kar nekaj sprememb. V prejšnjem obdobju smo imeli plačilne pravice. In dejansko noben kmet ni imel enako plačilno pravico, kajti plačilna pravica je bila sestavljena iz osnovne in potem tudi iz zgodovinskih pravic, od sladkorne pese, mleka, prodaje živali in tako naprej. Sedaj je dejansko ta plačilo osnovno enako za vse kmetije. Za vse površine, ne glede ali je to travnik, ali je njiva, ali je sadovnjak. Se pravi, cirka 184 evrov po hektarju in potem je še dopolnilno plačilo, ki jo dobijo kmetije do 8,2 hektara. Sprva je bilo mišljeno, da bi dobile samo manjše kmetije,
sedaj dejansko dobijo čisto vse kmetije, ampak do 8,2 hektarja. Vse, kar je pa potem več, je pa potem samo osnovno plačilo. Novost je to, da je veliko ali pa vsaj nekaj ukrepov, ki so bili v prejšnjem obdobju v KOPOP-u, sedaj prenešeno v osnovne subvencije in se imenuje SOPO. In dejansko potem v tem, če bi naj tiste, ki so najbolj pomembne za naš del, pomurski del, gre za dejansko konzervirajočo obdelavo, se pravi obdelavo brez oranja. Moram reči, da sem malo razočarana, da je dejansko tu zajeto samo, v prejšnjem obdobju smo imeli ta ukrep v KOPOP-u, ampak smo imeli tudi za strnišne, prezimne posevke, sedaj pa lahko ta ukrep uveljavljajo samo, če na tak način obdelujejo glavni posevek. In je vsled tega potem tudi manj stopa. Poleg tega je še pa omejitev samo enkratna raba herbicida. In pri koruzi vemo, vkolikor se pač osnovno tretira, je pozneje kakšna korekcija potrebna in nekako se kmetje v to niso upali spustiti. Potem dva ukrepa, prezimni posevki pa neprezimni posevki v SOPO-ji, tako da je tu kar veliko možnosti na razpolago, tudi setev medovitih rastlin. Je pa mogoče mene malo razočaralo, da se ne da kombinirati poletne pa zimske ozelenitve. Se pravi, kmet se lahko odloči, ali gre za eno ali za drugo. Ne more uveljavljati obe. Te stvari potem pri trajnih nasadih je pa sta dve zelo zanimivi in tega moram reči, so se naši kmetovalci kar veliko posluževali. To je gnojenje samo z organskimi gnojili, pa biodiverziteta, se pravi, da se kosi vsak drugi red in da se potem nekje tudi postavi en hotel za žuželke ali pa drog za ujede, ki potem je v pomoč za škodljivce. Marjana, morda, če se vrnem na tisto začetek, vse površine enako dobijo subvencijo. Je to način, da nam tudi kmetijska zemljišča ne zaraščajo? Da bo nekdo, ki ima že nekaj zaraščanja, se vse iz tega napravi neki travnik ali pa nekaj podobnega? Jaz upam, samo moram reči, da ali je to način, no? Je način, ampak mislim, moram reči, da so tudi za tujerodne, vemo, kako imamo probleme z invazivnimi pleveli, so zato tudi določeni ukrepe. In mi smo že sedaj v zbirni vlogi označili, če so katere takšne površine zaraščene z tujerodnimi pleveli in potem lahko kmet tudi uveljavlja določen ukrep za uničevanje tega. Jaz mislim, da je glede tega dovolj spodbud. Samo včasih se mi zdi, da ljudje nekako, ne vem, ali so naveličeni vsega, mi jih vabimo non-stop na predavanja, na vse, ampak jaz ugotavljam se iz mojih izkušenj, najboljše gre ena na ena, nekako da človeka prepričaš, da ga prepričaš v dobro. Dosti jih tudi se boji teh kontrolorjev, inšpektorjev in zaradi tega dosti krat kjer reče, ne bom vlagal, ker ne želim nikoga na svojem kmetijskem gospodarstvu. Ampak jaz rečem, gledajte, delate tako, ni problema, ni se treba bati. In dajte, če država nekaj nudi, jaz vedno sem mojim kmetom tako govorila, ko država nekaj nudi, vzemi vsak, kaj ti nudi. Kajti te jaz sem na ta način skušala kmetovalce prepričevati, kajti, ko smo že v začetku rekli, že osnovne subvencije, ko vlaga, mora tiste stvari izpolniti. Potem, predvsem tisti, ki morajo imeti analize pa gnojilne načrte za fosfate, ja, čakaj malo, ko že narediš analizo pa gnojilni načrt, zakaj potem ne bi še vzel druge ukrepe, ki ti prinaša dodaten denar? Kajti jaz si ne predstavljam, kako bodo kmetje preživeli, če ne bodo maksimalno vseh teh pomoči, ki jih država nudi, pokoristili. Res upam, ugotavljam eno, in da so vse te manjše kmetije dejansko
predajajo zemljišča večjim kmetom, ne? Tako da zemljišča se ne zmanjšujejo, zmanjšujejo pa se vloge oddaje. V Pomurju imamo letos kar veliko zmanjšanja, moram reči, ampak površine ostajajo enake. Se pravi, večajo se kmetije, ti manjši, ko so ostarele, ko ne zmorejo več obdelovati. Vemo, predpisane so tudi določene zahteve od izpita za FFS in tako naprej. In ti starejši potem, ko kateri umre, mlade nimajo interesa in če že ne prodajo, pa dajo v najem. Marjana, rekli ste, vzemi, kar država nudi. Gre za velika sredstva, potom Evropske unije, malce sem tudi tam sredstva v okviru strateškega načrta za Slovenijo, gre za milijarde praktično, in zakaj ne bi tega pokoristili, Jaz mislim, da smo bili mi v Pomurju zelo uspešni pri črpanju tega denarja in da smo naše kmetovalce osvestili in moram reči, vsaj koliko sem gledala glede na vstope, da imamo mi kar veliko vstopov i v SOPO, i v KOPOP. KOPOP moram, če se samo spomnim začetkov in vem, zdaj ne vem koliko let je že to, več kot 20 let, mi smo imeli pri nas v Pomurju skoraj več kot cela Slovenija. Jaz sem vedno rekla, tisti, ki od kmetijstva živi, vzame vse. In dejansko potem nekako se kmet navadi na te pogoje in vsi tisti, ki so bili že sedaj v KOPOP-u, so tudi nadaljevali. Jaz, saj moram reči, v naši enoti Ljutomer, pa tudi v celotnem Pomurju je zelo malo osipa, da ljudje, tisti, ki so bili sedaj v ukrepi, ne bi nadaljevali te ukrepe. Moram reči še več, so probali dodajati vse, kar pač lahko kombinirajo. Res je, da so omejeni. Če se sedaj dotakneva KOPOP-a, prej je bila tu notri konzervirajoča obdelava, pozabila sem prej, v SOPO je tudi predano nizki izpusti, kar se mi zdi zelo pomembno in mislim, da bo postal to tudi standard bodoče. Vemo, kako nas kmetovalci gledajo, da smrdi in tako dalje. Onesnaževalci kmetje, največji okolja in tako dalje, pa ni, To ni temu tako, to je gnojilo. In seveda, če se na pravilen način, v pravem času aplicira. In jaz vedno na to tudi poudarjam in v gnojilnih načrtih to tudi potem dokazujemo, kako pomembno je to in s tem tudi zmanjšujemo mineralna gnojila in pocenimo obdelavo, ampak žal je živine čedalje manj. En velik problem vidim v tem, da so omejili digestat, ki so ga kmetje vozili na svoje njive, sedaj tisti, ki so vstopili v KOPOP, je prepoved te rabe, tako da tu bo majhen problem. Vidim pa, da so se kmetje nekako tisti, ki imajo več živine, da potem tudi kmetijam predajo. To gnojevko, seveda je tudi obveza, kajti nitratna direktiva govori o maksimalni obremenitvi, tudi o maksimalni obremenitvi živali in hvala Bogu, da lahko kmetje potem predajo tisti, ki živali nimajo in se potem na tak način oplemenitijo njive. Zdaj, če omenim v KOPOP-u, je ostala vodna operacija, ki smo jo imeli že v prejšnjem obdobju, je pa nekoliko drugačna in tudi na tu se kmetje morajo še navaditi, ker dosti izobraževanj smo imeli in kmetje nekako zamenjujejo SOPO pa KOPOP in pri SOPO morajo biti 2 rastline posejane, v vodni operaciji ni potrebno. V vodni operaciji tudi nimamo nobenih rokov setve. Gre za to, da je zeleni val, se pravi zelena pokritost njivskih površin celoletna. Ampak meni je všeč, da ni rokov. Kmetijstvo ne moremo imeti rokov, kajti leto do leto je različno. Klimatske razmere pogojujejo. Dobro, letos je skoraj vsak drugi dan dež, bodo stvari vzniknile. Lansko leto vemo, kakšna suša je bila. Noro bi bilo, da bi takoj po setvi nekdo šel sejati, ko vemo, da z tega ne bi bilo nič. Tako da se mi vidi tu smiselno, da se
ne postavlja roko, kmet tako in tako skuša po zdravi kmečki logiki delati tako, da bo dobro, da bodo stvari zrastle. Zakaj bi si delal stroške za seme, za mineralna gnojila, obdelavo, če z tega ne bi bilo nič. Tako da ta vod operacija je kar zanimiva in moram reči, vsi, ki so v KOPOP-u, tudi letos se je razširil nabor. V prejšnjem obdobju je bil samo del kmetij, sedaj je skoraj celo Pomurje na vod. Ja, in se mi to vidi fino, kajti tudi s tem, ko bodo njivske površine zasejane, dejansko se črpa, je manj izhlapevanja, večja poraba tega dušika in tako naprej. Tako da pa potem tudi s tem, kjer ni živine, oplemenitimo tla z humusom in tako naprej. Tako da je to ukrep zelo pomemben. Nekaj sem sedaj se spomnila, kar sem pozabila pri pogojenosti, ki je novost in je zelo pomembna, pokritost. Dejansko so določili tudi, da morajo vsi kmetje čez zimo imeti 80% pokritost ornih površin. Kar ne pomeni, da mora biti zasejano. Ta 80% pokritost je lahko, da ostane njiva nepreorana, ali je zasejana s poletno ozelenitvijo, pa jo pustimo kot zastirko. Do spomladi, pa se potem lahko direktno seje, ali pa da se poseje s pač neko prezimno rastlino. In sedaj ugotavljam, ker me dosti kmetovalcev kliče, jaz potem lahko samo zastirko pustim, kjer so v vod operaciji. Se pravi, kmetje nekako niso še dojeli, katere ukrepe imajo, kaj za tistim stoji. Ta pogojenost jih potem nekako bega, da mislijo, da je to tudi dovolj v vod operaciji. To je majhen del kmetij, ampak ta pogojenost se bo prav tako kontrolirala na licu mesta in se bojim, da bo tu največ problemov. Kajti, ko sem majhnim kmetijam to razlagala, so me gledali debelo, pa kaj se zdaj ti izmišljujejo. Vse pa mora biti brazda preorana, da premrzne, ne? Ampak, ko smo mi to spraševali, so rekli, da tudi klimatski pogoji niso več taki, nimamo več taki zim ekstremnih, da bi to premrznilo in da je pač prav zaradi ogljikovega dioksida v zrak so to naredili in jaz upam, da bodo kmetje s tem imeli čim manj problemov, da bodo tudi to osvojili. Marjana, rekli ste kontrola, ne? Morda za konec, rekli ste, novost je satelitska kontrola, ne? In to, saj je bila že prej verjetno, ampak sedaj je zelo pogostna in zdi se tu en fair ukrep kmetovalcev do vas in seveda vas, države, ki daje tale denar, do kmetovalcev. Kaj ti lahko si premisliš, ne, v procesu, no? Kako gre to? To pa je novost tudi. Ja, novost ali pa ne novost. Imeli smo to že v prejšnjih letih, ampak dejansko se je kontroliralo samo glavni posevek, ne? Pa tudi nisi mogel povečevati ukrepa. Zmanjševal si lahko, ne? Vedno ti lahko odstopiš. Nisi pa mogel povečevati. To bo sedaj novost. Jaz bi res opozorila vse kmetovalce. Ob zbirni vlogi smo sem tudi sprintali liste, kjer je geslo za vsakega kmetovalca za sopotnika. Se pravi, vsak kmet ima svoje geslo, kjer se bo prijavil, tudi tam je naslov spletni. Digitalizacija kmetijstva. Digitalizacija kmetijstva, kjer se bo prijavil in bo imel vpogled na svoje njivske površine, kaj se dogaja. Vsake 4 dni gre satelit in snema in te slike bodo po 1.8. na razpolago, odprte, se pravi, sedaj se snema, potem se združi in bo za vsako kmetijsko gospodarstvo dejansko že vnešeno, kje so neskladja do zadnjega avgusta nekje. In tista njiva bo dobila rdečo piko. Ne štima z razpisom, z subvencijo. Nekaj ne štima. Ali ni kultura prijavljena, ali je kmet mogoče, vemo, kakšni so zunaj pogoji bili letos. Spremenil. Spremenil, pa tega ni javil, ne?
In bo seveda sedaj po 2. avgustu imel možnost, da potem spremeni to kulturo ali umakne zahtevek. In res bi, meni se zdi to zelo pomembno, da smo šli na ta sistem, kajti vemo, kako se kmetijstvo je, to je živa stvar in se nenehno spreminja, se kmet mora prilagajati klimatskim razmeram, pa tudi se premisli ali pa določenega semena ne dobi, ampak važno je, jaz moje kmetovalce redno tudi opozarjam, dajte vsako stvar, ki jo na svojem kmetijskem gospodarstvu spremenite, javite to tudi v zbirni vlogi. Kajti, ko enkrat pride inšpektor na kmetijo, je potem gotovo. In zakaj, če država da možnost, da te stvari spremenimo, uredimo? Ažurnost. Ažurnost. Pomembna je ažurnost. In kmet bo lahko potem za vse poletne ozelenitve, za glavne kulture, do 2. novembra lahko stvari spremeni v sami zbirni vlogi, preko sopotnika. In še nekaj, digitalizacija, to je na računalnik, v trgovini, aplikaciji, mlajši bodo to vedeli, se dobi oziroma se naloži fotosopotnik. Fotosopotnik na pameten telefon, kmetje ta mlajši ga tako in tako vsi imajo, in gredo na njivo, iz fotosopotnika direkt se vidi, kje stojiš, v kateri smeri slikaš, poslikaš stvari, se naloži gor na tvojo njivico, napišeš, kaj je narobe in prosiš. Je komunikacija, sprememba rešena in enostavno mogoče se zdi za mlajše, starejši pa pravijo, kako, jaz niti pametnega telefona nimam. Ampak jaz mislim, da na vsaki kmetiji pa že je kakšen vnuk ali pa nekdo, ki to dobro obvlada. Marjana, rekli ste, ena težjih kampanj doslej, prav zaradi tega, ker je že pozno bila napravljena uredba v zelo kratek čas. Seveda, popravki še bodo sledili. Kmetovalci hodijo, kljub temu, da so že vloge za subvencije oddane. Ne nazadnje, prinesli ste s sabo zbirno vlogo. Svoj čas ste rekli, da je bilo navodila za kmete na 10 listih A4 format, zdaj je to cela brošura, ki pa je dobrodošla za kmete, ker če malo preberejo v času, ko ga imajo, na kmetiji pravijo, da ni veliko časa, se lahko tudi iz tega veliko izve in nauči. Jaz upam, da si je vsak kmetovalec to brošuro vzel domov in si jo prečital tudi. In če nekaj prečitaš, pa če tudi ne razumeš, potem greš vprašati. In potem dobiš informacijo. Mi smo zato tu. In jaz se včasih jezim, ko pravijo, ni nas več na terenu. Smo na terenu, samo pokličite. Ne moreš ti priti, samo ti rabiš kaj, pokličite. Rade volje se odzovemo in potem tudi na licu mesta stvari rešimo. Marjana Sovič, kmetijska svetovalka na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Slovenije Murska Sobota, lepa hvala, da ste prišli v studio, pojasnili zadeve, tudi mi, ki mogoče še z novinarskega stališča spremljamo dogodke, smo seveda bolj bosi kot ne na tem področju. Čaka še vas veliko dela, ne mislite, verjetno se zavedate, da še bo treba marsikaj postoriti, ampak kot radi rečemo, ta proces se je začel, ste ga seveda do dobra morali tudi naštudirati in jaz verjamem, da bo našim kmetovalcem v deželi v Muri, ne bom rekel tekla mleko in med, ampak da bo boljše in kot ste rekli, dajte izkoristite kmetovalci tisto, kar država ponuja. Vedno tako pravim. Bodi tako, Marjana, hvala za obisk. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost, za družbo. Res da, aktualno za področje kmetijstva, ampak vse vemo, dežela v Muri, svet v Muri je tako ali tako kmetijsko področje. Pa morda ste izvedeli tudi, če se ne zanimate za to, kaj novega in bistvenega. Srečno do prihodnjič.